Lepo pozdravljeni in hvala lepa za vabilo. Mislim, da vas od pavze loči še moje predavanje in predavanje Marka Grobelnika, tako da, ker ga poznam in vem, da vedno z žarom govori o umetni inteligenci, bom malo pohitela. Kot že rečeno, jaz prihajam iz Združenja za informatiko in telekomunikacije in nažalost moram gospo Ratej popraviti. Očitno se je naše pismo Božičku zgubilo in vodič uvajanja, torej novi vodič uvajanja umetne inteligence v podjetja še ni pripravljen. Upajmo, da bo pred Božičem. Zato vas vabim, da kot vas je že Mitja pozval, spremljajte nas na LinkedInu, kjer bomo čim hitreje objavili novico o novem vodiču umetne inteligence uvajanja. Tole je moja prezentacija. Na začetku bi vas samo rada malo popeljala skozi naše združenje. Imamo v bistvu zdaj že 266 članov, ki prihajajo iz različnih podjetij, ki se ukvarjajo z IKT-om ali razvijajo rešitve, ali so pa digitalno podjetje kot naprimer Beko, kot naprimer Eles. Torej podjetja, ki razumejo digitalizacijo kot ključen pomen za dvig svoje produktivnosti in konkurenčnosti na našem trgu. Zelo močni smo na promociji panoge, na organizaciji dogodkov. Z našo sekcijo Zitex podpiramo naše člane pri njihovih izvoznih aktivnostih. Potem smo z svojimi sekcijami dejavni tudi pri digitalni zakonodaji, torej pripravljamo pobude za spremembo različnih regulatornih predpisov. Kot rečeno, ja, imamo 9 sekcij, od kibernetske varnosti, od te izvozne sekcije in potem sekcije, ki se ukvarja z razvijalci programske opreme. Ker pa seveda tudi pri združenju sledimo vsem novitetam, ki prihajajo, smo v zadnjem letu ustanovili 2 novi sekciji, in sicer ena je AIDAS. To je sekcija za podatkovno znanost in umetno inteligenco, ki se lepo dopolnjuje z našo iniciativo AI for SI. In potem še sekcija CITIP za IT infrastrukturo in podatkovne centre. To je pa sekcija zelo aktivna in mi naše člane zelo podpiramo pri vodstvu teh sekcij, ker v bistvu so naši člani, ki jo vodijo. Kot sem že omenila, CITIP je predsednik eden izmed naslednjih govorcev danes, gospod Branko Jovanovič iz podjetja Advant. Tako da ja, dajemo našim članom glas in možnost soustvarjanja ekosistema. Lani oktobra smo pa začeli z izvajanjem strateško razvojnega inovacijskega partnerstva Go Digital. To je pa v bistvu predstavlja en nov razvojni korak za krepitev naše IKT panoge, in mi največ poudarka dajemo torej pri združenju za možnost boljše podpore članov na področju razvoja inovativnih digitalnih produktov in storitev. Torej mi dejansko res podpiramo naše člane pri njihovih rešitvah in v bistvu njihovi rasti. Zakaj spodbujati pismenosti? Kot je že Mitja 2 buleta predstavil, jaz bi pa predstavila te neke apetite, rečemo, naše države, da do leta 2030 v bistvu 50% slovenskih podjetij začne uporabljati umetno inteligenco pri svojem poslovanju in seveda še druge te najpomembnejše tehnologije, ki se razvijajo. Seveda je to odgovor na ponovno apetite Evropske unije, da postanemo konkurenčni 2 največjima gospodarstvama na svetu, torej Ameriki in Kitajski, na tem področju. Odstopanja so velika in bomo poskusili tudi v našem združenju podpreti z različnimi aktivnosti
te stvari. Vprašanje je seveda retorično ali malo sarkastično, glede na prejšnji slajd. Mi imamo pri združenju vsakoletni dogodek Go Digital, imeli smo ga zadnjega ravno pred 14 dnevi. Torej morate vedeti, Go Digital je v bistvu največja torej največja independent, torej samostojna konferenca glede digitalizacije in na njej smo vprašali naše udeležence, torej ki prihajajo iz nekih podjetij, ki jih digitalizacija, umetna inteligenca, uvajanje umetne inteligence zanima. In še vseeno smo prejeli dosti slabe rezultate na področju usposabljanja kadrov, kako oni uvajajo umetno inteligenco. In seveda pomanjkanje kadrov za uvajanje umetne inteligence je tista prva ključna točka, ki jih najbolj mori. Odpor do sprememb, ja, seveda umetna inteligenca vedno prinaša neke vprašanja, neke pomisleke in pa nezadostne kompetence vodstva. Torej, seveda vodstvo je tisto, ki bi moralo to uvajanje podpreti in dati svojim zaposlenim ključne možnosti, da se izobrazijo na tem področju. Meni sta v bistvu prvo in tretji odgovor najbolj všeč ravno zaradi tega projekta, ki ga vodim, Artificial Intelligence Skills Alliance. Torej, mi smo se že leta 2021 priključili pripravi tega proposala. Že takrat smo v bistvu vedeli, da bosta ključna kadra za dvig kompetenc na področju umetne inteligence vodstveni kader in v bistvu IT kader v podjetju. Zato smo naš proposal oblikovali tako, da smo za te dve ključni vlogi že takrat predvideli izobraževalne vsebine in v bistvu potem napisali proposal, ki je bil sprejet, in ta projekt spada pod Erasmus Plus projekt. To pomeni, da se fokusiramo na izobraževanje starejših, torej izobraževanje zaposlenih, ter da poskušamo oblikovati take izobraževalne programe, da lahko podjetja dokvalificirajo, preusposobijo svoje zaposlene. Trenutno smo torej 2 leti in pol traja ta projekt, trenutno smo že pripravili izročke naslednje, torej NIC Analysis Report, kot je bilo že danes dostikrat omenjeno, ta neka preverba potreb po neki uporabi, po izobraževanjih. Mi smo takrat, torej 2 leti nazaj, ko je ravno prišel ChatGPT ven, je potreba po izobraževanjih pokazala vlogo z področja prompt inženira, torej da bi dejansko vsako podjetje potrebovalo prompt inženirja. Torej to ni vloga več, to ni nekaj, kar iščemo eno osebo, ki to zna, ampak to se je v bistvu prevedlo v veščino, torej veščino prompta imam tudi jaz, imam tudi moj sin, imate vsi vi, tako da, ker prihaja pri umetni inteligenciji do take velike spremembe, prihaja tudi do teh odstopanj. Torej, v tem konzorciju smo mi kot Združenje za informatiko, ki predstavljamo neko potrebo gospodarstva, torej želimo to potrebo zadovoljiti pri naših članih, in Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, ki bo pa to potrebo poskušala s svojimi izobraževanji rešiti. Jaz bi se tokrat fokusirala na to zadnje poročilo, torej izobraževalni profili in
potrebe, torej te specifični kurikulumi za AI vloge. Torej, kot sem omenila, mi smo se fokusirali na AI, torej na vodstveni kader, ki se ukvarja z umetno inteligenco in tehničnim kader. Zdaj bi samo predstavila, to so izobraževalni programi, ki jih mi predvidevamo za AI menedžerje. Torej, izobraževalni programi so vsi v skladu s tem evropskim ogrodjem kvalifikacij, torej to je nek standard. Tudi v Sloveniji imamo slovensko ogrodje kvalifikacij, torej EQF 6. Ko se vpišete na fakulteto, se zdaj pač vsi te evropski programi na univerzah so določeni po teh EQF ali v Sloveniji SOK. Torej, to so te vloge AI menedžerji, mi smo se fokusirali na policy makerje, decision makerje in na koncu na nekega AI konzultanta, AI advisorja, ki je tudi potreben v podjetju, ali ga imate v podjetju ali pa nekoga s temi znanji v bistvu najemate. In naprimer za policy makerje, decision makerje smo mi predvideli ta izobraževalna tematike iz področja AI Fundamentals in potem decision maker že malo več mora tega znanja imeti, ker on v bistvu se odloča o tem, katero umetno inteligenco, katere v bistvu rešitve umetne inteligence v neko okolje sprejeti glede na svojo organizacijo. Zdaj, učni izidi, ki so v teh vseh kurikulumih za AI menedžerja, torej največ seveda predstavlja AI Fundamentals in neko poznavanje organizacijskih, torej kako bo umetna inteligenca na vašo organizacijo vplivala. In potem še naprimer AI etika, ki je pa v bistvu za trenutno zelo ključna. Zdaj, kateri izobraževalni programi, tole upam, da se dobro vidi, za ostale, torej za AI tehnični kader, mi smo določili v sklopu projekta štiri vloge, torej podatkovni analitik, podatkovni znanstvenik, machine learning inženir in NLP inženir. To so te izobraževalni programi in te vloge, na katere se bomo mi fokusirali in na katerih bomo mi v bistvu izvedli pilotna izobraževanja. Torej, kot vidite, nekateri te učni izidi se prekrivajo torej skozi vse vloge. Naprimer, vsi morajo poznati vsaj nekaj od AI tehnologij, potem seveda strojnega učenja, torej zavedanja o umetni inteligenci in nenazadnje so zelo pomembne tudi te soft skillsi, torej mehka znanja. Zdaj, od vseh teh štirih vlogah učni izidi se najbolj fokusirajo na AI tehnologije in AI awareness. Ker pa je umetna inteligenca zelo hitro razvijajoče se področje, se mi zdi, da bo ob pilotiranju teh štirih vlog, torej teh izobraževalnih programov, ki smo jih pripravili, se bo pa v bistvu pokazalo, da moramo več vsebin nameniti v bistvu kibernetski in podatkovni varnosti ter generativni umetni inteligenci. Torej, vidimo, da ta projekt mora iti skozi različne spremembe in v bistvu se srečujemo z nekaterimi izzivi, ampak jih trenutno poskušamo res na hiter način rešiti. Zdaj, če si boste lažje predstavljali, torej predstavljate se, da greste na katerokoli inštitucijo znanja v Sloveniji in vidite tele izobraževalne možnosti.
torej da pridite, da vas zanima podatkovna analitika in super lahko izbiram izmed temi študiji. Zdaj za podatkovno analitiko in podatkovne znanstvenike imamo na razpolago celo dva kurikuluma. En je striktno se na ECOF 6 fokusira, torej na ta nivo znanja. Ta drugi ima pa celo že nekatere izobraževalne izide, ki pa presegajo ta nivo. Torej, za AI profesionalce imamo 8 teh kurikulumov, za AI menedžerje smo pa pripravili 5. Kako to dejansko upam, da se dobro vidi, v praksi izgleda, torej to je kot neko opis izobraževalnega programa, ki ga vi lahko zasledujete. Torej, to pomaga tudi na primer podjetjem, da ko že pride po nekem torej potrebi po podatkovnem analitiku, da znate oceniti, katera izobraževanja bo on vse potreboval. Izbrala sem podatkovnega analitika zato, ker smo se z Fakulteto za računalništvo in informatiko odločili, glede na raziskavo potreb v Sloveniji, da se ta vloga najbolj potrebuje v Sloveniji in jo bomo pilotirali, torej pilotno bomo izvedli izobraževanje z novimi izobraževalnimi gradivi in v bistvu bomo potem skušali odgovoriti na ključno vprašanje, ali so ta izobraževalni materiali dejansko tisto, kar trenutno potrebujemo. Kot je že vprašanje bilo Made in Slovenija, v sklopu naše konference Go Digital podeljujemo tudi nagrado za najboljši digitalni projekt. Letos 2004 so se prijavila podjetja z temi koncepti, ki delujejo na nivoju umetne inteligence. Torej, znanje v Sloveniji je, potrebno je samo se res pobrskati, potem poznati vse te iniciative, kot je tudi naša iniciativa AI for SI, naš projekt ARISA in v bistvu kar zelo pogumno vstopiti na pot vpeljave umetne inteligence v podjetja. Rada bi vas še opozorila na en drug Erasmus Plus projekt, ki smo ga pa zaključili novembra, torej prejšnji teden, ki je pa govorila o potrebah po izobraževanjih na področju programskega inženirstva. Torej, v Sloveniji je tale NIC Analysis pokazala, da največ znanj potrebujemo na področju DevOpsa, zato smo se skupaj z Fakulteto za računalništvo in informatiko odločili, da bomo pilotirali izobraževalne programe z področja Junior DevOpsa. Tamle v sredi je slikca, ko smo podelili priznanja skupaj z dekanjo Fakultete za računalništvo in našim direktorjem Nenadom Šutanovcem. In zdaj se je to po koncu projekta, ker vsak evropski projekt ima tisto slabo točko, da zamre, smo se mi odločili in seveda tudi Evropska unija zahteva, da te projekti živijo še naprej, da lahko dostopate do vseh materialov, od vseh teh 9 izobraževalnih programov so prosto dostopni na ESA Learn. Torej, če vas zanima dokvalifikacija, preusposabljanje vaših zaposlenih, ali ste izobraževalna inštitucija, ki izvajate vsebine iz področja programskega inženirstva, da greste na to spletno stran in preverite programe in izobraževalne vsebine z teh področij. Tako da to je zaenkrat vse. Vabim vas res, da nas spremljate in kontaktirate za kakršnekoli vprašanje.
Hvala lepa, gospa Bebler. Vprašanja za njo, kakšno tamle, izvolite v drugi vrsti, gospod, bo prišel mikrofon do vas. Lep pozdrav, Andrej Kositer, Agenda, član ZITA. Arisa, kurikulumi, ki ste jih našteli, v koliki meri so že spisani, v koliki meri so že materiali na voljo in v koliki meri se že izvaja v Sloveniji? A govorim o celem spektru, ne? Tam je bilo več kompetenc. Ne? Torej, materiali so že na voljo, nekateri, če grem lahko nazaj. Bi vas povabila na spletno stran našega projekta in potem Designing and Development Training Programs v tem izročku so nekateri materiali že na voljo, zato ker pilotna izvedba teh kurikulumov se je začela septembra 2024 na Poljskem. Mi v Sloveniji bomo to izvedli maja. Tako da bodite pozorni, maja skupaj z Fakulteto za računalništvo in odločili smo se za data analitika. Tako da nekaj je že pripravljeno in vas vabim, da si pogledate. Lahko vam pa še posebej pošljem. Ravno zaradi tega, ker gre za specifična znanja, veščine, kompetence, ki bo tudi po naših ocenah glavni katalizator hitrosti in kakovosti uvajanja sodobnih rešitev, ki so podprta ali temeljijo na takšni ali drugačni umetni inteligenci. Zato nas pač kot ponudnika te stvari zelo, ker to je en del ekosistema, ki mislim, da je eden izmed najpomembnejših, da se ga naslovi. Super, me veseli. Hvala. Kako dolgo ta izobraževanja trajajo, recimo da pilotni projekt, koliko časa, da posameznik nekako se dvigne stopnjo više oziroma da dobi te kompetence? Ja, veste kako, to je evropski projekt, ki je financiran strani Evropske unije, zagotovljena so sredstva za izvedbo. Mi naprimer ta ESA, ki smo ga izvedli, ESA pilot je bil v višini 11 ECTS-jev, torej imeli smo 20x6, torej 120 ur kontaktnega učenja, torej naši člani so prišli na Fakulteto za računalništvo, kjer so poslušali te vsebine, potem so imeli vaje in potem so enkrat čez 3 tedne prišli še na free predstaviti te domače naloge, ker so jih potem profesorji usmerjali, kako dopolniti. Pri data analitiku, ki ga bomo izvedli, bo pa sklop manjši, torej nismo še določili s freejem koliko, ampak nažalost bo manjši zaradi sredstev. Še tale podatek data analitike, pravite, da analitikov največ manjka po raziskavi. Koliko, kakšno je trenutno povpraševanje in luknja teh strokovnjakov v Sloveniji? Nažalost ne moramo točno reči koliko, zato ker v Sloveniji po naših predvidevanjih v IKT sektorju primanjkuje 6000 zaposlenih, torej po oceni Združenja za informatiko in telekomunikacije. Je pa problem v tem, da imajo podjetja malo zaposlenih in te zaposleni mogoče imajo razdeljene vloge, da je nek podatkovni analitik v bistvu prihaja iz neke čist softveraške smeri, tako da dejansko ne moramo predvideti, koliko data analitikov. Skratka, ogromno. Je pa to dobra ideja za novo anketo, ker lahko zvemo točno število. Hvala lepa vam, gospa Bebler, za predavanje.